Z nami je zdaj strokovnjak za javno upravo, dr. Rajko Pirnat. Gospod Pirnat, kako gledate na ta ping-pong med odvetnikom premierja Goloba Zdolškom, ki pravi, da komisija premierju očita zgolj še eno dejanje, sporna SMS-a, in da če je to, kar piše v njih, kršitev integritete, potem to po mnenju Zdolška pomeni, da se predsednik vlade sploh ne more več pogovarjati s svojimi ministri. V KPK pa ob tem opozarjajo, da je izrek osnutka ugotovitev zgolj ravnanje, ki je predmet kršitve, utemeljitev in vsi dokazi, zakaj je šlo pri določenem ravnanju za kršitev, pa so v dokumentu, ki ga še ne morejo razkriti. Najprej ena kršitev ali 6 kršitev je po mojem popolnoma vseeno, do kršitve je prišlo v takem primeru. Videli bomo seveda, kaj bo v končnih ugotovitvah, ampak menim, da je pa zlasti nesprejemljivo to, da se politiki zdaj o Komisiji za preprečevanje korupcije izražajo kot o nekem instrumentu za politično bojevanje. Jaz mislim, da je to načelno vsi zagovarjajo pregon torej tovrstnih ravnanj, medtem ko pa pride na njih, pa seveda na to pozabijo. Tako da mislim, da bi se morali vzdržati. Zdaj jasno je, odvetnik bo uporabil pač vse mogoče navedbe, ki jih lahko, ampak predsednik vlade pa bi se kot funkcionar moral vzdržati takih slabšalnih izjav o KPK. Kako pa torej gledate zdaj na današnjo izjavo odvetnika premierja Zdolška? Če sta ta dva SMS-a in njihova vsebina kršitev integritete, potem je najbolje, da kar KPK sama prevzame vlado. Glejte, spet ne vemo točno, kaj natanko je bilo v teh SMS-ih. Gotovo je tudi z SMS mogoče vplivati na kadrovanje v policiji in to je pravzaprav tam očitek. Gotovo je bilo še kaj več kot SMS, gotovo je bil ta SMS podkrepljen s čim drugim, drugače ne bi prišlo do zahteve za uvedbo preiskave. Ampak ponovno poudarjam, saj bomo videli, kaj bo na koncu v ugotovitvah. Tisto, kar je pomembno, je, da se vsi javni funkcionarji vzdržijo bagateliziranja Komisije za preprečevanje korupcije. Zdaj izgledalo kot bilo je sicer eno dejanje, ampak to pa ni nič hudega. Ravno to je tisto, kar je nesprejemljivo, medtem ko bi se morali javni funkcionarji zavzemati za čim višje standarde integritete, jih s tem nižajo. Glejte, gospod Pirnat, nejavnost se ob napovedi tožbe za ustavitev postopka na Komisiji za preprečevanje korupcije oziroma na njene ugotovitve sprašuje, kdaj bo potem sploh napočil trenutek, ko bomo lahko presojali, ali Robert Golob drži svojo predvolilno obljubo. Dejal je namreč, da bo, če bo KPK v njegovem primeru ugotovila kršitev zakona o integriteti, odstopil. Pravno je takrat, ko bo sprejeta končne ugotovitve, torej končni akt Komisije za preprečevanje korupcije. Zoper ta akt je sicer mogoč upravni spor, vendar ta ne zadrži pravnega učinkovanja, kar pomeni, da v pravnem smislu bodo ugotovitve Komisije za preprečevanje korupcije takrat začele veljati. Takrat mislim, da bi moral pol predsednik pač sprejeti odločitev, ki jo je najavil pred volitvami. Kaj bo sporočil predsednik vlade Golob, če ne bo izpolnil svoje predvolilne obljube? Če KPK ugotovi kršitev integritete, on pa ne bo odstopil. Glede na to, da je šlo za njegovo besedo in da politiki iz levega političnega pola tudi v Svobodi ves čas poudarjajo, da spoštujejo neodvisne institucije sodišča, medtem ko Janša govori o krivosodju in je skeptičen do delovanja KPK. Sej, to je največji problem. Zdaj, to sem že povedal, torej ne vidim ene politične sile dovolj močne trenutno v Sloveniji, ki bi se res zavzemala za neodvisne institucije, še zlasti seveda za neodvisnost in učinkovito delovanje KPK. Veste, očitajo, da gre za birokratski mehanizem, ampak ravno to, da odločajo po zakonu, da odločajo neodvisno, da niso pod nobenim političnim vplivom, je tisto, kar daje vrednost taki
taki instituciji. Zdaj pa namigujejo eni in drugi najbrž, da gre za nek politični instrument. Mislim, da je to zelo slabo, zlasti pa mislim, da mora KPK vzdržati pritiske. In gotovo pritiski bodo vedno, ker vedno bodo opozarjali na koruptivna ravnanja javnih funkcionarjev, zato je končno njihova glavna naloga. In preprosto morajo vztrajati po svoji poti in mislim, da na koncu bo vendarle izboljšana situacija. Najlepša hvala, da ste bili naš gost. Hvala za povabilo.